En projekt, v katerem se ukvarjamo z reciklažo vetrnic, ker v Sloveniji ob vsaki postavitvi se ustanovi civilna iniciativa in vsakič je pač eden od argumentov, da niso reciklikabilne. V bistvu je pa tisti ta glavni cilj projekta, poleg krožnega gospodarstva, samo recikliranje lopatic vetrnih elektrarn, zato ko jih je vedno več jih je vedno več je tega, ker počasi grejo v pokoj. To se zaenkrat rešuje oziroma se je reševalo tako, da so se pač preprosto zakopale. Zdaj pa sam cilj projekta na koncu koncev, da pač bi se ta material ponovno uporabil, tako imenovan upcycling, da pač iz starih vetrnih elektrarn pridobimo nov material, ki je načeloma po mehanskih lastnostih izgledal primerljiv oziroma celo boljši kot pa sam material, ki je bil uporabljen na začetku, torej virgin material, tako imenovan. Tako glavna sestava lopatic so steklena vlakna pa smola. Zdaj, ena taka zanimivost, kaj smo odkrili v projektu, je, da se sama kompozicija oziroma sama sestava razlikuje skozi lopatico, glede na strukturne potrebe. Torej, en del lopatice ni enak drugemu delu lopatic. To je tisti glavni material. In kaj je glavna ovira pri reciklaži? Recimo, pogovarjali smo se že o tej navadni plastiki, ampak kompozitni materiali so pa verjetno toliko zahtevnejši, ne? Tako, kot prvo, to so duroplastični materiali, ko se enkrat zamrežijo in ne moremo ponovno raztaliti pa ponovno uporabiti, tako recimo naši materiali. Zdaj, tista boljša surovina v lopaticah so steklena vlakna. Steklena vlakna v bistvu plastiki deluje kot ojačevalo. In to želimo mi pridobiti iz vetrnic. Stranski produkt je pa seveda še vedno smola v samih vetrnicah. To pa tudi skušamo pol skozi razne teste z raznimi aditivi obrniti nam v prid, ker smola deluje v bistvu kot polnilo v materialu. Polnilo ponavadi poslabša mehanske lastnosti in pač deluje samo v bistvu kot, že samo ime pove, da zapolnimo plastiko z nečim drugim, da zmanjšamo samo porabo termoplastičnega materiala, tega, kar pač mi uporabljamo.